Pozdravljeni! Danes si bomo podrobneje pogledali eno res posebno napravo – Apple iMac 5K. To ni kar en računalnik, ampak nekaj, kar je, veliko več kot le vsota svojih delov. Tale citat res zadane v polno. iMac ni zgolj računalnik, gre za delovnega konja, ki se pretvarja, da je umetniško delo. In to je točno to, o čemer bomo govorili. Ne gre samo za neko orodje, ampak za neverjetno zlitje surove moči in res umetniške prefinjenosti. Torej več kot le računalnik. In veste, pogosto se ga opisuje kot nekakšno digitalno oltarno sliko. Sliši se mogoče malo dramatično, ampak pomislite, to je res izjava o tem, kaj tehnologija lahko postane, ko se oblika in funkcija združita v popolnem ravnovesju. In res, to je predmet, ki pisalno mizo spremeni v okno v svet. Ne gre samo za to, da stoji tam, ne, njegova sama prisotnost popolnoma spremeni prostor. To je veliko več kot samo nek navaden monitor. Poglejmo si torej to okno v novo resničnost. Prvo srečanje z iMacom 5K. To se skoraj vedno, ampak res vedno začne pri eni stvari, njegovem absolutno revolucionarnem zaslonu. Poglejte to številka, 5120 x 2880. Kaj to sploh pomeni? To je več kot 14 milijonov slikovnih pik na enem zaslonu. To ni samo številka, to je gostota, ki popolnoma definira celotno izkušnjo. Raven podrobnosti, ki jo tu ustvari, v svojem času je bilo to nekaj absolutno prelomnega. In ta občutek je odlično opisan tukaj. Občutek, kot da gledam skozi portal v bolj izostreno različico realnosti. To je to, točno to. Ne gre samo za to, da zaslon nekaj prikazuje. Ne, dejansko izboljša, kako sploh zaznavamo stvari, kot da bi svet videli jasneje. In kako to doseže? Poglejmo. Imamo to noro 5K rezolucijo, o kateri smo že govorili. Potem je tu širok barvni razpon 5:3, kar pomeni res žive naravne barve. In ključna stvar, Appleova tovarniška kalibracija. Vse to je zapakirano za eno samo brezšivno ploščo stekla. In rezultat? Slika, ki deluje tako naravno, nič ni prenasičeno. Meja med tem, kar je digitalno in kar je resnično, se kar nekako zabriše. Ampak ni vse v zaslonu, kaj ne? Poglejmo si zdaj psihologijo za tem minimalističnim dizajnom, ker tudi fizična oblika iMaca ima ogromen vpliv na miselnost, na delovno okolje, na vse. Zamisliti si to. En sam, brezšivelj kos aluminija z nežno ukrivljenim hrbtom. To je to. Celoten dizajn je podoba čistosti, minimalizma, ničesar ni odveč. Brez vidnih kablov, brez moteče navlake, nobenih glasnih ventilatorjev, ki bi brneli v ozadju, samo tišina in oblika. In kakšen je psihološki učinek tega? Preprosto je. Ta čist dizajn ustvari urejen prostor. In urejen prostor, to skoraj samodejno vodi v bolj urejenje misli. In to je, kot pravijo, pogosto prvi in najpomembnejši korak k pravi ustvarjalnosti. In zdaj pridemo do največjega paradoksa. Prefinjenost sreča surovo moč. Ker za vso to mirno, zen zunanjostjo se skriva prava zver, presenetljiva, surova računska moč. In to je tisto, kar dela iMaca tako poseben. Tukaj se to res lepo vidi. Dva obraza iMaca. Na eni strani imamo zunanjost. Zen, minimalistična, tiha, skoraj kot nek umetniški objekt v galeriji. Na drugi strani pa notranjost. Brutalna, brezkompromisna računska moč prave delovne postaje. Neverjeten kontrast, kaj ne? In kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da urejanje videa teče gladko, brez zatikanja, 3D modeliranje je odzivno, takojšnje, RAW fotografije odpirajo se, kot piše mahko, kot maslo. Za grafike pa imaš mikroskopsko natančnost. In veste, kaj je končni rezultat za vsakega kreativca? Tehnologija preprosto izgine. Postane nevidna, ostane samo delo, popolna osredotočenost. In to vodi do nečesa res zanimivega. Računalnik sam postane nekakšna tiha zahteva po višjem standardu dela. Logično, kaj ne? Ko na zaslonu vidiš vsako, ampak res vsako podrobnost, vsako napako, te to kar samo od sebe prisili, da tudi od sebe in svojega dela pričakuješ več, boljšo kakovost, popolnost. Pa poglejmo za konec še širšo sliko. Zakaj je iMac 5K postal prava, brezčasna ikona oblikovanja? Kakšna je njegova zapuščina, zdaj ko je od njegove predstavitve minilo že kar nekaj let? Ključna beseda je celostna izkušnja. Kaj to pomeni?
To pomeni, da strojna oprema, programska oprema, zaslon, materiali, vse deluje skupaj, v popolni harmoniji, kot en sam skladen organizem. To je tisto, kar ga loči od sestavljenih modularnih sistemov. Filozofija vse v enem je tisto, kar zagotavlja, da stvar preprosto deluje, zanesljivo in brezhibno. In njegov vpliv je res trajen. Postal je referenčna točka za barvno natančnost. Še danes. Lahko rečemo, da je definiral celo eno obdobje tehnologije. In poglejte ga, stara se neverjetno lepo, sploh ne deluje zastarelo. S časoma je postal nekakšen tihi standard v dizajnu. Zaradi vsega tega, iMac 5K res ni samo nek izdelek. Je merilo, standard, po katerem so se zgledovali vsi ostali. In kar je najbolj noro, celo danes, v dobi super zmogljivih M-čipov, ta 27-palčni 5K model ostaja za mnoge kralj resnih delovnih zaslonov. Zakaj? Ja, ravno zaradi te edinstvene kombinacije. Velikost zaslona, njegova neverjetna kakovost in pa seveda oblika. To mu daje neko trajno relevantnost, ki je novejša tehnologija preprosto ne more izničiti. To nas pripelje do ključnega vprašanja. Kaj sploh naredi nek kos tehnologije brezčasen? Odgovor? Ni v specifikacijah, ni v gigahercih in terabajtih. Ne. Bistvo je v zasnovi. V dizajnu, ki je tako prekleto dober, da naprava postane skoraj nevidna. Tiha, ampak hkrati absolutno nepogrešljiv del ustvarjalnega procesa. In s tem bi lahko zaključili. V svetu, ki je vedno bolj glasen, poln motenj, je tiha, popolna naprava presenetljivo, ampak res presenetljivo dragocena. In morda je to tista prava, končna vrednost iMaca 5K. Ne gre za računalnik, gre za to, da ponuja miren, osredotočen prostor, kjer lahko velike ideje resnično zacvetijo.